Dober dan, gospod dr. Bohanec. Do vas sem prišel na en kratek intervju v zvezi s tole vašo knjigo, ki ste jo izdali s kolegi, kaj je res o GSO in kaj ni res o GSO. Kot smo nakratko razložili na predstavitvi, gre za preprosto napisano v čim bolj preprostem jeziku. Knjigo o tematiki, v kateri se pravzaprav že dolgo časa ukvarjamo in tudi javno nastopamo. Poskušali smo pojasniti pozitivne strani tega na primerih, ki vem, da jih ljudje ne poznajo, in tiste najbolj razvpite negativne očitke in na njih poskušati odgovoriti. To je kratko namen te knjižice in pa seveda želimo si, da ljudje preberejo in si sami ustvarijo svoje mnenje. Na predstavitvi knjige ste v glavnem govorili in predstavljali informacije pro GSO, se pravi za gensko spremenjene rastline. Mislite, da je objektivno predstavljati zgolj eno plat? Jaz ne poznam te negativne strani, na katero ne bi znal odgovoriti pozitivno. Skratka, jaz sem profesor žlahtnjenih rastlin in mi poznamo tudi druge tehnike žlahtnjenih rastlin, ne samo to eno izmed 10. In če primerjam običajne metode žlahtnjenja, kaj pa je mutacije recimo, medvrstno križanje, vse te že uveljavljene metode, ki so rezultirali s hrano, kakršno jemo, so te bistveno manj precizne in bistveno bolj nevarne. Čeprav tako zelo nevarne ni, če je kakšna hrana taka, ki bi se morali bati posebej, mislim, da je ni, ampak so manj precizne in če to primerjam, potem je to vaše vprašanje zelo preprosto odgovor. Ne poznam strahov, ki bi bili s tem povezani. Zaradi tega smo to predstavili na ta način. Na predstavitvi ste omenili, da so študije predstavljene strani nasprotnikov GSO prevzete iz tujine in od tujih nestrokovnih člankov. V vabilu in opisu predstavitve knjige pa piše, da ste vi povzemali ravno tako od tujih znanstvenikov in poljudnih revij kot domačih izsledkov. So vaši viri informacij bolj kompetentni od virov NVO, se pravi nevladnih organizacij in civilne iniciative? Kaj pa vaše domače raziskave? Domačih raziskav v Sloveniji je relativno malo z področja genskih transformacij, ker so pač lahko samo akademske, ker ne moremo reševati realnih problemov. Tudi moje osebne raziskave so recimo zastale nekje na pol poti, zato ker smo pač razvijali tehnike, ki so bile pač še sprejemljive in smo tudi marsikaj rešili. Po svetu ni dosti drugače. Zlasti Evropa je razprodala vso svojo inventivno industrijo. Vse glavne firme so svoje razvojne oddelke preselili v Ameriko, ker produciramo in v Sloveniji in v Evropi mnogo dobro usposobljenih strokovnjakov, mnogi odidejo potem drugam. Najbolj inventivna področja raziskav in tržno uspešna smo dobesedno podarili drugim, ne samo dali, podarili smo jim. To je tisto, kar me skrbi. V tem takem narekujejo tempo druge države, tempo korporacije, torej oni nekako usmerjajo trend raziskav. To sta v bistvu dva različna vidika. En je tisto, kar je usmerjene raziskav, ki so namenjene samo objavi neke znanstvene literature. To je pravzaprav po celem svetu enako. Drug sklop je pa tisto, a delajo raziskave ciljene za tržno prodajo. Tukaj smo pa res omejeni. Celotna Evropa je omejena. So Švicarji pravkar dali v Poljsko preizkušanje sorto jablan, ki je odporna na ervinijo, skratka na hrušev žig. Če veste, to je tisto, za česar smo tudi v Sloveniji podarili kar nekaj sadovnjakov. Rešili so tako, da so gen vzeli sorodne vrste jablane, namesto da bi jih križali, so ga prenesli z gensko transformacijo in so ta problem rešili. A bo stvar ostala na poskusnem polju ali bo prišla v predelavo, je pa spet odvisno od medijskega odziva in političnega odziva seveda, ampak Švica saj ni del Evropske unije. Neodvisni znanstveniki po vašem mnenju prodajajo propagando oziroma dezinformacije, čeprav so ravno Monsanto dobili na teh tovrstnih lažeh, plasiranju propagande, kar dokazujejo tudi tožbe in sodbe v ZDA. Zakaj menite, ali imate v tem kakšne dokaze, indice, da NVO in pa neodvisni raziskovalci nimajo pravih kompetentnih dokazov ali pa analiz? Tako imenovane neodvisne raziskave, ki se vsake toliko časa zelo alarmantno pojavljajo in so po vseh medijih razbognile na veliko, smo potem znanstveniki temeljito preučili tudi v Sloveniji. Znanstveni odbor za odprte sisteme je dolžen to preučiti in smo marsikatero mnenje že napisali in eksplicitno povedali, kaj je s to konkretno raziskavo narobe. Ne da se govoriti na splošno, lahko se govori o konkretni stvari, o konkretni zadevi, o konkretni raziskavi in se potem podrobno pogleda. Največkrat je narobe število vzorcev, ki se knjiga, statistična zasnova ali pa sploh pristranskost tistega, ki je to delal. Se skaže, da ni vsem rezultatom za verjeti. Tudi to se je že v preteklosti dogajalo. Umaknjeni so bili članki, ki so bili najvišji znanstveni reviji Nature, ker so bili pač popolnoma napačno izvedeni. Če bi našli argumentirane razloge, bi jih nasprotno, bi jih mi znanstveniki ponovili in rekli, lejte, čakajte, stavite se, to pa nekaj ni v redu. Poleg tega so nekateri plačani direktno od konkurence, v tem primeru od v Ameriki temu reče organic agriculture, pa nas rečemo ekološko kmetijstvo, to je pa nedavna afera, ki je za marsikateri to pokazala.
Je Biotehnična fakulteta sodelovala, je imela pogodbo s kakšno tujo GSO korporacijo? Ne, da bi se zavedal, ne moram reči za celo fakulteto, ker smo zelo veliki, naša skupina, ne bi bilo pa fajn, če bi imeli kakšno, kar bi na to mogoče verjetno opravljati kakšno dražjo raziskavo, kar danes težko naredimo. Ste mogoče slišali, da so razne genske tuje banke in pa velike korporacije nabirale seme pri nas, se pravi genski material, če temu tako rečeva pri nas, in so potem v bistvu nekatere izmed teh tudi zaščitili pod svojimi patenti. Približno 40 let se v tej tematiki razpravlja o tem, ali so genski viri svetovna dediščina ali so lastnina držav. No, v zadnjih 10 let, odkar smo prisvajali tako imenovano pogodbo iz Rio de Janeira, kjer so genski viri na novo postali zaščiteni kot lastnina držav, ne več kot splošna dediščina človeštva, si dolžan, če od nekod dobiš podpisati tako imenovani Material Transfer Agreement, skratka, s tem se obvežeš, da boš v primeru, če bo od nekje druge dobljena dedina na koncu služila kot del sodobne sorte, ne govori o GSO sortah, govori o običajnih sortah, nekaj vrnil v tej državi, iz katere si to dedino dobil. Vi pravite, da prehod GSO iz krme ne prehaja na živali in kasneje na človeka preko izdelkov ali pa polizdelkov teh živali, ne? Ja. Če čisto šaljivo odgovorim, ne? Če se krava hrani z čokolado, verjetno ne bo imela kakava v mleku, ne? Tista soja ima en sam dan gen izmed recimo 30 000, sicer ima. Zakaj bi ta gen komorkoli lahko kakršnakoli težava povzročil? Ne samo kravi, ki jo je, niti kaj šele njenemu mleku. Je pa treba povedati, da so te stvari preverjene, ne grejo kar tako na tržišče, ne da bi se točno preverjali, kaj za en gen producira kateri protein in kaj ta protein konkretno dela v organizmu, ki ga uživa. To je edini način, zakaj sem prej rekel, da gledam širše, ker gledam pač kot žlehnitelj, edini primer, pri katerem dejansko te gene preverimo, ker se jih da preveriti. Sicer se jih ne da. Recimo nekateri beta geni so samo zato ostali na pol nesproščeni, ker se niso dovolj hitro razgradili. Takih pač niso dovolili, kot primer. Sicer pa še širše, če vzameva. Mnogokrat sploh ne našemu genu za neko novo lastnost, nek nov protein, ampak izločamo že obstoječe gene. Skratka, vse se zgodi na nivoju RNA molekul. Še novejša tehnologija celo drugačna, da niti RNA molekul ni več. V tem primeru že ne moramo govoriti, da bi se karkoli nalagalo, ker sploh ne pride do proizvoda, ampak lahko kakšno škodljivo snov izločimo, recimo alergeni se rašido, kot primer. In še z marsikateri druge vrste tudi, kivijev, jagod, jablak in tako naprej. To bi, če bi stvar ne bila medijsko razbita kot negativna, današnja hrana ni nobene potrebe, da bi imela še alergene prisotne. To znamo narediti že zdaj približno 20 let. No, jaz osebno bi si želel, zaradi mojega prepričanja, organsko hrano nespremenjeno, ne? Pa se je spremenjena, ker je organska hrana pa ni spremenjena. Vse sorte smo mi, ljudje, požlehnili. S to ali ono metodo. To so sami zelo naravni procesi. Vse tudi metode, ki jih uporabljamo, so izvzete iz narave. Samo druge organizme, znamo jih tako, kot znamo marsikaj drugega, pametno narediti, znamo uporabiti organizme, da ne dela nekaj za nas koristnega, ne nekaj za nas škodljivega. Tipičen primer agrobakterij, najbolj uporabne bakterije za vnos genov, dela nekaj škodljivega v naravi, povzroča tumore rastlina. Mi smo tiste gene, ki povzročajo tumore, izločili in nanašamo koristne gene. Kot primer, takih primerov je še mnogo. Rekombinantni mikroorganizmi tvorijo neko za nas koristno snov, ki je lahko encim v pravnih praških, lahko je serilo v mleku, recimo parmezan se danes ne dela tako, da bi skozi želodcev izločili neko snov, pa ga naredijo z rekombinantnim, ali zdravilo, recimo inzulin, sigurno poznate, da je od nekdaj, ne od nekdaj, pa že dolgo časa rekombinantno zdravilo in še druga so taka. To so vse opcije, ki so ves čas v praksi nikoli nihče ni postavil kot sporne. Če bi jih postavil kot sporne, bi številne tehnologije morali posebej spremeniti in spet spraviti na bistveno nižji nivo. Pa še druga stvar je, tu pa ravno rastline pridejo v poštev, marsikatero od teh zlasti zdravil bi pa znali bolje in mnogo ceneje narediti. Enkrat smo izpostavili primer Gaučeve bolezni, ker sta kolega iz Vidma naredila ta križ z vnešenim genom, ki koristi bolnikom za Gaučeve bolezen. To je redka dedna bolezen, približno 30 bolnikov imamo v Sloveniji, vsak od njih mora neprestano prejemati ta encim, ki mu manjka. Delajo ga po mikroorganizmih in zato je zelo drag. Tudi se je zgodilo, da so te bioreaktorji okuženi in nekaj časa zdravila sploh ni bilo. Na pamet govorim, ampak mislim, da bolnik stane okrog 100 000 evrov letno. Skratka, primerjava, če bi to tvorili v rižu, bi ga tvorili na par hektarjih za celo Evropo dovolj, cena bi padla vsaj za 10-krat, če ne večkrat, skratka, naredili bi bistveno cenejša zdravila. Pa niso samo zdravila tista, kot rečeno, so še drugi encimi, pri encimih je pa Evropa sploh vodila.
največ rekombinantnih encimov tvori ravno Evropa. In kot rečeno, tega celotnega sklopa, enakega dela z genskimi transformacijami mikrobov, nihče ne problematizira. Samo pri rastlinah. Zakaj pri rastlinah? Ker so najlažje ljudi strašiti. S hrano ljudi zelo lahko strašiti. Testi, katero hrano bodo izbrale divje živali same, so pokazali, da živali v veliki večini med GSO in organsko krmo izberejo naravno, se pravi tisto, ki ni bila gensko spremenjena. To mislim, sem že nekaj slišal, pa koliko prav natančno pogledal. Bojim se, da gre za eno tistih mitov. Močno dvomam, ne? Kako vidite informacije, da so aktivne sestavine glifosata in BT-ja našli v ljudeh, v materinem mleku in celo nerojenih otrocih, embrijih? Nisem imel časa preveriti, ampak mislim, da smo pa na to odgovorili. BT je kratica za Bacillus thuringiensis, ki je bakterija, ki je izredno dovoljena v ekološkem kmetijstvu, z njo lahko škropiš zvečer, pa zjutraj že neseš na trg. Proizvaja pa tako imenovane kriproteine in ti kriproteini so insekticidi. Tole bo, toksini iz GSO so bili vkriti v krvi, nosečnici in fetusov. To je poglavje, ki je v tej knjigi, mislim, da si ga preberete. S tem, da ne vem, če smo res vse napisali ali nismo, je pa res. Poznam dve različni študiji na to temo. V eni se je izkazalo, da to sploh ne drži, ker so imeli napačno metodo detekcije, konkretno Lisa test so uporabljali, ki ni bil primeren. Ko so to ponovili, drugi kolegi so odkrili, da to ni res. In tam je bilo govora o tem, da ne bi BT-toksini se najdli v materinem mleku. To je bilo zelo razvpit primer in potem, ko so to odkrili, je bilo pa malo manj razvpito, da to ni res. Ena druga študija pa je bila, ki je govorila o tem, da neprebavljene DNK koščki, da neprebavljene DNK molekul, da ni bilo govora o GSO molekulah, da bi preko želodca prišli v krvni sistem. To se je kasneje izkazalo, da pač ne drži. Če škodi rastlini, potem po vsej verjetnosti predvidevam, da bo škodilo tudi meni. In zaradi tega sem za to, da se ne uporablja tovrstnih insekticidov oziroma herbicidov, ampak da uporabljamo raje druge vrste tehnike, s katero ne onesnažimo te zemlje. To si vsi želimo čim manj kemije. Trdim ravno to, da če bi ekološko kmetijstvo želelo biti res ekološko, bi morali prvi v vrsti stati za GS-sortami. Zaradi tega, ker se z njimi porablja bistveno manj insekticidov, prihaja tudi do tega, da imamo bistveno manj fungicidov. Pravkar, tisto, kar so prej omenila z ognjem, kot to je bakterijska bolezen, ki jo lahko kontroliramo, manj fosforja in manj dušika je treba delati. To so same okolju zelo prijazne stvari. Herbicid je pa druga zgodba, kar sem kar prej povedal. Herbicide bomo pa vedno rabili, če ne bo druga alternativa, ročno okopavanje. Nek način plevelov se moramo znebiti. Jaz sem za to, da uporabimo čim bolj okolju prijazen herbicid. Ampak vse ostale ekonomske ukrepi, ki so jih prej naštela, GS-sortiment definitivno prednjači ravno potem, da je ekološko sprejemljivejši. Ko ste omenili ekološke pridelave, kaj pa biodinamično pridelavo? Poznate, tam se dodaja rastlinam biodinamične preparate. Pravi rok, moraš v pravem času zakopati, ob ne vem kjeri luni in potem spomladi odkopati, pa stisneš škropiti. Poznam in raj ne bi tega komentiral. Prej ste rekli tudi, tako kot na predstavitvi, da se z GSO uporaba kemije zmanjša. Pa vendar so zdaj raziskave spet prišle ven, da kmetje morajo uporabljati vedno več pesticidov in herbicidov, ker se škodljivci v bistvu prilagajajo oziroma so razvili neke vrste odpornost. To pa ne drži. In očitno je potrjeno, tako v praksi kot v teoriji, da se rezistenca počasneje in ne hitreje razvije. Vaša kolegica je na predstavitvi knjige rekla, da bi stroka povedala, kaj bi na naših njivah sadili in pa sejali, pridelovali. Pa se vam zdi to prav, da bi stroka diktirala to, kaj mi kot javnost želimo na naših njivah oziroma na naših krožnikih? Jaz mislim, da gre stvar glih obratno. Zlasti potrošniške organizacije se že leta razlagajo, kako odlično je, da smo v Evropi obvezno navedli, da je treba gor napisati na vsak proizvod, ki bi vseboval več kot 0,9%, katerega gorega je soja, da je to gensko spremenjeno živilo, nekaj takega je treba gor napisati. Oni razlagajo na ta način, da bi potrošniki dobili pravico do izbire, ker bojo gor prebrali, ta je GSO, ta pa ni. Vse, kar si želimo, je narediti pravico tako kmeta, kot potrošnika, da če želi, pa izvoli, pa ne poizkusi te sodobne sorte. Če bo moj sosed prideloval GSO, je verjetnost velika, da bo moje rastline, ki z mojimi semeni... Ogrščica je velika, z drugimi pa ni velika. In znamo preračunati, kako daleč mora biti stran, da do tega ne pride. Ampak ravno zaradi tega
Bi pa jaz želel, da mene nekdo vpraša, ravno tako kot če bi, ne vem, strupe pridelovali v moj sosed, jaz tam ne bi hotel živeti. Zato želim to vedeti, ne, kakršnekoli strupe. In zato bi rad jaz imel besedo pri temu, ali bo to v moji sosedščini ali ne. Jaz bi pa vesel, če imam besedo tudi o tem, ali sme sosednji, rečemo temu ekološki kmet, imeti vse mogoče škodljivce na svojem polju, ki potem k meni bežijo. Kaj bi se pa mogli sodobnih in kvalitetnih sort sploh bati? Se je to neumnost, ne? Zakaj bi se mogli nečesa dobrega bati, če pa je boljše od tistega, kar imamo zdaj? Pa je dokazano, da je dobro. Veste, to ne lažje reči. A vemo, če je nevarno? Ja, vemo. Ker se 20 let to testira in ker so se vsi res pomembne ustanove tako opredelile. Poznam ene resne organizacije, ki bi rekli, čakajte, tukaj je pa nekaj nevarnega, kar še nismo raziskali, ker vemo, kaj delamo. Pa če bi mogoče gledalci želeli to knjigo dobiti, se lahko kam obrnejo? Včeraj smo jo razposlali po vse slovenske glavne knjižnice, tako da bo vsaj na ta način na voljo. Super, najlepša hvala, gospod Bohanec, za vaš čas.